Kanaliziranje se nanaša na izraz, ker ti spustiš čez svoje možgane eterično energijo in jo prevedeš v fizično orodje za tvojo inkarnacijo. Razloženo v enem stavku. To je kanaliziranje. Zdaj pa, predstavljaj si, da gradiš hišo. Ko ti gradiš hišo, ne rabiš vedno istih orodij, ne? Enkrat rabiš kladivo, enkrat rabiš štemarco, a je res, enkrat rabiš, ne vem, karko se že rabi, ko gradijo hišo, ko je za umet gor spravljati, a veš, ne? Skratka, na koncu bo rezultat isti, to pomeni, da bo hiša postavljena, ampak orodja, ki se uporabljajo pri gradnji hiše, niso vsa enaka. In recimo pri kanaliziranju moraš vedeti, da zakaj se, jaz mislim, bi vsak mogel naučiti kanalizirati, zaradi tega, ker to so orodja, zato da z golimi rokami ne gradiš hiše, ker to je pa zelo težko, a ne? Probi ti zaštemati v steno z prsti, ne priporočam. A veš, kaj mislim? In ta različna orodja v tej razlagi, torej v nekem kanaliziranju so angeli, je duša, včasih so pokojniki, včasih so mojstri, včasih so vile, včasih so samorogi. Razumeš? Teh biti je nešteto dobesedno in to je vse kanaliziranje. Glede na katero frekvenco ti potrebuješ v točno danem trenutku, tista frekvenca se priklopi na v bistvu portal kanaliziranja v tebi in ti asistira, zato ker je frekvenčno za tebe najbolj ustrezna tisti trenutek. Vedno lahko pokličeš angele, vedno ti bodo pomagali, ampak mogoče si želim z Akademijo kanaliziranja, ker je res tako čudovita šola, ti razširiti nekako spoznanje o tem, koliko še orodij ti je na voljo, katere lahko uporabljaš, in če si dovoliš to kanalizirati, imaš res, kako bi ti rekla, celostno, a ne, nekako pod streho svoje življenje, svoje okoliščine, svoj potencial, svoje življenjsko poslanstvo. Zakaj bi človek hotel kanalizirati? Več ali manj ljudje se nekaj izmed tega odločijo.